Dejan, Ana in Jeger. In to jutro. Oglej, podcast tega jutra. Oglej, sreda je bila danes, oziroma sredino jutro in moram reči, izjemno zabavna debatna sreda. Res je. Na temo najbolj lenih stvari, ki smo jih kadarkoli naredili. Hvala lepa še enkrat vsem, ki ste sodelovali. Malo smo si odvezali dušo, ne? Malo smo, ne? Pa fajn je, da si povemo. Absolutno. Da vidiš, da nisi sam v svoji lenobi, nemarnosti, ne? Vsak ima svoje momente in prav je, da si jih povemo. In to je bila seveda samo ena od tem, ki smo jih danes zjutraj imeli. Tako da, če ste zamudili, vabljeni, da prisluhnete, sicer pa spet jutri zjutraj, o 5:30. Včeraj smo imeli izjemno visok in zanimiv obisk pri nas na Totem Radiu. Naj spomnimo nazaj 2 meseca, pred 2 mesecema je na svet privekal prvi Toti Baby. Res je? Sicer mala Leni, naše Tanje, ki je seveda na porodniški in je zdaj prvič po mesecih prišla malo pogledat. Kako je to malo, ne? Si predstavljaš, Jeger, da si kadarkoli ti bil tak mali? Ne. Veš kaj, se ne spomnim. Res ne? Ne, ampak bej se rekel, bil, če se spomniš, če si predstavljaš, ne če se spomniš. Ja, no, predstavljam si lahko. Jaz pa ne. Pravi, da sem bil tako mali. Res? Ja, lepi sem bil zdaj. Oranžen, ne? Nisem bil še oranžen. In res je bilo fino, si pa nisi mogel pomagati, ne? Ja ne, glej. Moraš vedeti, da Tanja je in bo šefica novinarske redakcije. Na Totem Radiu, tako. In samo zdaj, ko je ni, jo jaz tako rahlo nadomeščam, ne? In, ja. Ker vem... Ja, res rahlo, res. No, pač, res rahlo, ja. No, in ker vem, da posluša, ne, vsak dan me je zanimalo, kak mi gre. Res? Ja, ja. Ker to zdaj moram res komentirati? Ja, ne, sej, res poslušam, zelo dobro ti gre, Matic, res. Ponosna sem na tebe, tudi na to, da mi rečeš, da sem šefica in da bom vedno, hvala lepa, res, to mi dosti pomeni. Nadaljuj s tem dobrim delom, pa me lepo nadomeščaj še 1 leto ziher, pa bomo videla, dobro? Nič nema videla, pol 1 leto smo se zmenili in to je to, pa pridi nazaj, prosim. Veš, to je doječa mati, ne, je pač zelo sočutna, bom rekel, ne? Ne, in tako mogoče tudi kaj v resnici ni, ne? Absolutno, ne, ni res, govorila je se iz srca in iz srca. Jaz sem videl, ko je govorila, da je oči obračala levo in navzgor. Sploh ni res. Ja, vrege. Dobro, ne? Dobro. Pa je, da si včeraj zaključil dan tak s pohvalami. Je kar redko, ne? Ja, je pa lepo, ko je, ne? Je pa danes sreda, 22. april in kot vedno, kot vsako sredo, imamo tudi danes debatno sredo. In danes bo taka kar očiščevalna, bo pa zabavno, jaz sem prepričan. Okay. In je nekaj čest, mislim, tu ima vsak en primer na to temo. In sicer se pogovarjamo o najbolj leni stvari, ki ste jo kadarkoli naredili. Razumemo, ne? Razumem. Vse razumemo. Ja. V naših SMS-ih na 051 220 220 ali pa na naših družbenih omrežjih seveda vabljeni v debatno sredo. Z Jegerom sva vznemirjena in komaj čakava, da slišiva, kaj so vse to za eni primeri. Ampak, Jeger, moram vprašati, kaj pa ti? Najbolj lena stvar, ki sem naredil. Absolutno nisi len, ne, ker si pohorci in pohorski res pa... Tako si rekel, ampak je pa, ne. Res je. Otroka. Ja, ne. Kaj? Ja, kaj? Zdaj pa rekel, da s tvojima 2 nisi kdaj, ko se ti ni dalo, rekel, daj prinesi mi to. Ali pa nekaj. Vse to je osnova, ne? Ja, no, ampak, veš, ker si pač len, ne, pol imaš... Ti, če zdaj imaš premalo hčerko, da bi to... No, pa že prinese, veš, ko jaz ležim na kavču, pa se mi ne da, pa pija, bi ti šla, prosim. Pa segne, ali čist doli pivo zlagaš v hladilnik. Doli slagam. Ne, ni. Ampak tak, ne, veš. Razumem, so to že skoraj filozofsko, Jeger, ne? Ja, no, pač... Jaz sem razmišljal in sem ugotovil, da nimam zdaj največje stvari, imam pa dosti malih. Okay. Na redni bazi. Pa daj. Da se ne menimo o menjavanju žarnice, ne? Ko moraš to menjati, to je nekaj najhujšega. Mislim,
Vse bo, glej, vse bom, danes bom, pa potem čez tedni se kaj užmenjal. Pa ja, pa glej, pa vse pa te se vidi. Veš, kaj ti hočem reči. Ali pa ko je koš, ne, v kuhinji, pa gledaš, pa se še gre malo not, ne. Se še gre, pa še malo gor popraviš. V straneh vrečko. Ja. Se še gre not. No, to jaz tu delam, ali pa dam koš ven. Ne, da pač vrečka zraste, pa je en dan tam, pa še tja. Ja. No vidiš, Ja. nisi tak. Ampak mogoče ena od najbolj lenih stvari, ko si bil na kavču in veš, ko si na kavču, takrat so premiki izjemno težki in sem hotel luč vgasniti. In se mi ni dalo vstati, pa iti do štekera, pa sem najprej noter metal copate. Neuspešno. Pol sem odmetal pojštere. Neuspešno. Pol sem že gledal pilota, ampak mislim, ne, to rabim. Po pa sem pri luči dalje bil, ker se mi je absolutno ni dalo vstati. No, vidiš, in zato imam jaz tudi, ne. Ja, ampak moraš vedeti, da za to otroka, ne, ko si rekel, to je samo en tak sweet spot, ker ko dosežejo določena leta, ti si že tam. Ja, Okay. in tak ni, Ja. ker je zdravo stari, sem pa tja, to pa to, 3 minute, soba, tup. In samo vun slišiš, mami, lačen. Veš? Da se je že on navlekel tele noge. Navlekel te, se mi zdi, da je to tako nekako naravno nam dano. Tako da, ja, pogovarjamo se o najbolj lenih stvarih, ki smo jih naredili v življenju. Verjamem, da ima vsak en primer in zelo vesela bova z igrom, če ga boste podelili z nami v naši debatni sredi, torej SMS 051 220 220 ali pa na naših družbenih omrežjih. Izvolite. Kaj pa, to ste morda videli, kaj je bilo na eni izmed prvih golažijad v letu 2026, da so v Sloveniji. To sem videl, ja. Pa če je bilo dobro, ni bilo dobro. Ja, ena od ekip, ne, se je odločila. Je to stran gulaž od kaj drugega postregla. Tak je, ne, se veš. Zdaj, ko imaš, vse normalno, da daš malo sladkega, še potem, da se malo pikne. Tako. In se pač pol ena ekipa odločila, da pač ne bojo imeli neke otroške kekse, neke s čokolado pa s cukrom pa s tem, ne. Tako. Ampak so imeli pač fefrungo not, ne. Se reče. Frungo. In pa si gleda ta prispevek, dobro, sej, seveda, neprimerno, ne, da smo se na jasnem, absolutno neprimerno, ampak zdaj, ko pogledaš malo z distance zabavno, se nobenemu nič bilo, ne, ni nič bilo in je... Samo je malo panika nastala, ne? To in bolj sem si ogledal ta prispevek in kak je ta organizator bil, Zgrožen, da se ta zgodila, ta grozna stvar, da to je ta, ne. Kako so se mislili, da so eni mislili, da imajo ne vem kakšne napade, pa ne vem kaj vse. Ja, ne, če so pa... prišli gasilci, ker so najprej mislili, da so se zastrupili z ogljikovim monoksidom. To pa je naslednja stvar. Zakaj naj prekličeš gasilce? Mislim, se prav, ne, ampak... Pa bi se lahko vsi fajn imeli, zakaj panika? Pač, samo sprostiti bi se. Pač tudi ocenjevali bi, kak je golaž, pa dobro, stari, gledaj. Golaž, te veš, golaž, kaj te zdaj? Kam hodiš, to je pa te vsedi se, kam letiš pa, in mislim, je pa fajn, če kje je pol tam, ne? Ja. Ker pol, ko se začnejo mančisi, imaš že peraj, imaš vse pri roki. Kaj ne smeš prej jesti. Pol lahko ješ kekse, ne? Okay. Tako da, zgodbe, ki jih piše življenje v Sloveniji. To love somebody, 9:30. Dobro jutro, želiva z igrom. Dobro jutro. Dobro jutro in dobrodošli. Danes je sreda in vabljeni v našo debatno sredo, ki bo zelo očiščevalna, kot smo rekli. Da si malo povemo, da vidimo, da nismo edini. Tako. Tema najbolj lena stvar, ki smo jo kadarkoli v življenju naredili.
Vse tudi, če se najbolj lene ne spomnite ali pa ne želite povedati, lahko drugo najbolj leto. Ja, pač ne, kera se vam zdi primerna, da jo podelite in vesela bova, če jo boste podelili z nami. SMS 051 220 220 in pa na naših družbenih omrežjih, tako da izvolite. In pisal je Pero SMS in pravi, da je enkrat, ko je ležal v spalnici in gledal televizijo, poklical ženo v spodnji, ki je bila doli, da mu da eno stvar, ki je bila na drugi strani sobe. Tudi pogumno, Se je res dobro končalo. Ja, prav, Pero, peta. Če si upam to narediti. Ali pa je pisal tudi Matej, ki je napisal, da si je enkrat napisal listek, da si mora jutri napisati listek. To bi lahko tisti moment, dobre ideje, da dobre ideje. Ja, definitivno. In pa poslušalka Pija je tudi pisala, ki pravi, da je enkrat 4 minute stala pri dvigalu pa čakala, ker se ji eno nadstropje ni dalo iti gor, veš. To se je meni tudi že naredilo, veš? Resno? Ja, nisem, ne bom šel po stopnicah. Ne grem. Bil bi že 100-krat gori. Ja. 100-krat, ker se je valjda dvigalo, ni bila tako nizka stavba, je bilo kar nekaj nadstropje in prej je prišlo do mene. Ja. Ampak sem pa čakal. Zdaj si predstavljaš, da je taka situacija in je zraven tebe še nekdo, pa skup čakata, pa tako malo small talk, pa sem pa tja, ne, pa stopiš v dvigalo, pa on stisne, ne vem, 7. nadstropje, ti pa Ja. Veš kaj še hujše? Da gre nekdo pa stisne 7. nadstropje, ti pa stisneš 1., 2., 3., 4., 5., 6. In to preden greš ven? Ja. Okay, to je že druga debatna sreda, to so pa najbolj navihane stvari. Danes govorimo o najbolj lenih, ki smo jih kadarkoli, tako da SMS 051 220 220 ali na naših družbenih omrežjih. Izvolite. Danes je 22. april, tudi svetovni dan Zemlje. Edini planet, na katerem vemo, da lahko mi živimo in obstajamo in to brez skrbi. Brez skafandrov, brez skrbi, da bo v nas kaj preletelo, da bomo razpadli v momentu, ko damo dol čelado, in brez tega, da pač stane malo premoženje ali pa pol proračuna Slovenije, da gremo v trgovino in nazaj. Dobro povedal. Zelo dobro. In se mi zdi, da seveda, je zavedanje, da je treba za naš planet skrbeti. Vse fajn, dokler se menimo, ampak da v resnici pa še nismo tam, da nam ne bo enkrat žal ali našim zanamcem. In danes, ko je dan Zemlje, bo tu na glavnem trgu v Mariboru eno posebno dogajanje. Snaga pripravlja odprt in interaktiven dogodek namenjen druženju, izmenjavi znanja in spodbujanju bolj odgovornega odnosa do odpadkov in okolja. Dogodek bo tukaj na glavnem trgu med 9 in 13 uro. Zdaj tukaj se bodo predstavila delovna vozila Snage, potem bo stojnica za ločevanje odpadkov s kolesom sreče, lahko dobite praktične nagrade. Potem bo stojnica za predstavitev aktivnostni Snage, pa stojnica za podporo uporabnikom, se pravi tukaj boste lahko zrihtali e-račun, pa se zmenili za odvoz kosovnih odpadkov, in pa tudi delavnica ponovne uporabe bo skupaj z ropotarnico. In pa še, kar je bolj pomembno, ker pač Snaga vseeno nekako vodi rdečo nit tega dogodka, ki je pot odpadkov, in bosta tudi vodena ogleda 2 ključnih objektov Snage, in sicer ob 9:30 in 11. uri bo voden ogled sortirnice na Teznu, in pa potem še ob 10:30 in 12. uri vodena ogleda zbirnega centra Lahova na Teznem. Evo, tako da to je danes, ko je dan Zemlje. Če boste kaj hodili po mestu, pridite kaj pogledati čez glavni trg. Tako. Mi dva definitivno gremo, ne? Absolutno. Moramo iti mehanizacijo malo preveriti, ne? Danes je sreda, kar pomeni, da imamo na Totem radiju debatno sredo, danes očiščevalno, ne, smo rekli, da si povemo o najbolj leni stvari, ki smo jo naredili, se pogovarjamo na naših družbenih omrežjih in v SMS-ih na 051 220 220. Mislim, da imamo mini zmagovalca. Res? Ker je Marko pisal SMS in pravi, da je imel svoj čas zraven postelje flašo
za nočno potrebo. Pa včasih tudi, ko sem gledal film, pa se mi ni dalo iti na WC. Bilo je fajn, ker zdaj me nočni odhod na WC vedno preveč zbudi, prej pa sem zaspal nazaj v sekundi. Bom samo, da se nisi že in zbudil, kdaj, ne? Ja. Ali pa recimo, dobili smo en nepodpisan SMS, piše stara resnica, če moški pri hiši reče, da bo nekaj naredil, sigurno bo, ne rabi ga ženska vsake pol leta na to spomniti, ne? Drži. To se navezuje na to menjavo žarnice, ne? Ja. Mislim, ne pa, ali pa karkoli, v bistvu, ko ni zdaj tako nujno potrebno. Pri meni se navezuje, jaz sem kupil novo vrtno garnituro, ne? In če imaš zapakirano. Še vedno v škatli. Pa zakaj bi ven davo? Pa se točno to. Pol ti leži, pa se ti razsipa. Pa. Samo 20 stopinj zunaj, visi kdo bo zunaj sedel. Res je, katastrofa. In še en SMS je poslala Jasmina, ki pravi na temo današnje debatne srede, ki je najbolj lena stvar, ki smo v življenju naredili. Pravi, živim v stanovanju, kjer imamo v pritličju restauracijo z možnostjo dostave. Okay. In se mi ni dalo iti dol po stopnicah, sem plačala dodatne 3 evre za dostavo. Ja, okay. Glej. Vse je to legitimno. Tako. In prav je, da si malo povemo, ker je lažje, pa še fajn se imamo zraven. Tako da danes debatiramo o najbolj lenih stvarih, ki smo jih naredili v življenju, tako da vabljeni v debatno sredo. Sreda je oziroma debatna sreda in debata se razvija. Ja. Pogovarjamo se o najbolj lenih stvarih, ki smo jih kadarkoli v življenju naredili. Debatiramo v naših SMS-ih na 051 220 220 in pa na naših družbenih omrežjih. Damjan je pisal, pa je pravi, da je bil tak len, da je raje vzel žensko, ki je že imela otroke. Prav, dobro. Sploh, če ste že skoraj da pri kruhu, to je najlažje. Samo še malo popraviš, zarobiš, pa srečno. Ali pa Alen, pazi to zgodbo. Sma z mojo ležala na kavču, gledala sma film, zmučen sem bil od 12-urnih šihtov, pa se mi je res zaluščal en hladen nazaj počesani, ne? Sama ideja, da bi si šel sam po njega, je rekel, je odpadla tisti moment, sem pa videl, da je na kuhinskem pultu ležal telefon od žene. Pa sem enostavno na njen telefon poklical in ona je hitro letela do telefona, da ja ne zamudi klica, in ko še bila v kuhinji, sem rekel, daj mi še te prinesi enega iz hladilnika. Je napisal, da je palilo. Ja, prav. Pogumni ljudje so tukaj med nami. Pogumni, ampak domiselni. Ja, taki smo mi, v bistvu, to tako lepo označi nas iz tega konca. Pogumni, ampak tudi domiselni. Tudi Bill Gates je enkrat rekel, da zaposluje najbolj lene ljudi, ker bodo v najkrajšem možnem času prišli do najboljše rešitve, ne? Brez nekega truda. Da. Vidiš, mi smo probali na tem radiju, pa ni ratalo, mi smo samo lenuhe dobili. Debatiramo v debatni sredi. In debatna sreda na temo najbolj lena stvar, ki smo jo kadarkoli naredili. Debatiramo na družbenih omrežjih in v SMS-ih 051 220 220. Tatjana je pisala in pravi, da pa še jaz dodam k debati o lenobi. Z lahkoto in brez slabe vesti preživim vikend v posteli z najboljšim prijateljem Voltom in čez okno tu in tam leže pogledam naš breg. Prav, to je to. Že dolgo nisem imel takega vikenda. Se sliši kot vikend iz san. Ja, res. Ali pa Grega, ki je pisal takole. Jaz sem doma sedel na sedežni, gledal televizijo in poklical hčerko, da je prišla iz otroške sobe. Ja, kaj je? Je bilo vprašanje. Odgovor pa sila preprost, kaj mi daš sem daljinca, prosim? Daljinec pa je bil na klubski mizici slabega pol metra stran od mene. Dobro, ajde, okay, če hčerki to rečeš, še ni nekega takega groznega odziva. Ženi pa hodiš po zelo tanki liniji smrti. Smrt. Je pa v tvoji kategoriji, ne, Igor, ti si dan zjutraj rekel, da
je bila najbolj lena stvar ta, da si otroka naredil. Ja, ker ga pač lahko za take stvari izkoristiš, ne? To je to. Zdaj pa rekel, ti nisi nikoli. 7:45 so, Tine, nisi malo zgoden? Ne, tu so sad telefon je zvonil, CSD za tebe, Heger. Ključe, samo daj nič drugega, pa povej, v katerem vrtcu je. So good, so nice and easy. So nice and easy. O, Tine. 7:41 Tine, dobro jutro še enkrat. Dobro jutro. Dobro jutro. In seveda takoj vprašanje, danes imamo v debatni sredi najbolj lena stvar, ki smo jo naredili in seveda nas zanima, čeprav s tem, če si ti našel kako leno stvar. To je bila težka, ne? Je bila, ne? Ne bi se zaradi hvalil, samo, ne vem, nekaj... Nisi, ne? Pač nisem, no, sem se spomnil, ene. Ja. Z Bojčem smo bila, to je par let nazaj, Maribor je špilo, sobota je bila, pa smo predtem šla na Grajski trg, na 2. Ja, Ne? pač ja. Potem smo bila pa tak lena, da niti na stadion nismo šla, da smo tam ostali. Zdaj, če je to Lenoba. Ker nista samo dva bila, ne? Šla sta na 2, ne? Šla smo na 2, pa smo Pa je- ostala. Ja. Zdaj ne vem, se pravim, ne vem, ali bi to Lenoba, ali Žeja, ali... To je bolj nekaj. pač situacija je zahtevala Smo celega pa zmagali človeka. takrat. No, evo, Viš. mogoče pa zato, ker sta ostala. Nista bila na stadionu prisotna. Mislim, zmagali so oni, mi dva niti Sta zmagala sem drugače. tudi. Ja, boj skromen. Torej, Tine, kaj imamo danes? Imam tudi ena, ko je zmagala, pa en, ko je zgubo, ena mini zgodbica spet iz Birminghama. Ja. In sicer pač sosedska zgodba spet. Okay. Ena gospa je živela, imela malega pesa, ki je v eno sedr, prav non-stop, in je sosed več ni vedel kaj, in je posnel pesa in je vsako jutro na zvočnike pune nazaj predvajal pesa, pa ga je ona tožila, pa je zgubo na sodišču. To se meni ne zdi prav. To se meni tudi ne zdi Jaz fair. bi mu dal nagrado, nego, ker se je kar dobro Ja, za kreativnost. Točno ne. to. Ne, pol pa je dobo, JRM. ja, pa restraining order. A, Pa to še neke- to. Če je to. Fino. Ona pa je bolj za nalaščen mesec pikala pesa še zjutraj, da bi še posebej, ne? Fras in Midvar šel vsak dan ob 12. pri nas na Totem radiju. Včeraj sta se pubeca odločila, da bosta presenetila profesorja Križaniča Ja. in sta mu naredila en test našega profesorja za muziko, ne, in vse z muziko povezano pri nas na Totem radiju, vrhovno avtoriteto na tem področju, in pol sta se ona dva odločila, da bo ta zdaj. Pa se spomnimo malo, kako je to zvenelo. Ali kdaj počivaš na zidu in razmišljaš? Na zidu. Ja. Ja. Okay. Ja. Ali se poleti kdaj zavlečeš za notranjo enoto klimatske naprave na Murteru? Tudi. Okay. Te pogosto zebe in se rad sončiš? Ja, pa ne. Si se kdaj tako ustrašil, da si v paniki odrezal nogo, pa ti je potem nazaj zrastla? Ne bi vedel. Se ti kdaj lušta gamat? Ne. Ali kdaj z jezikom delaš? Ali kdaj z jezikom delaš? Ne. Okay. Ali se bojiš abohov in lisic? Ja. Se rad sprehajaš po šavju? Ne. Ok, kaj bo zdaj to prišlo? Ne vem. To mi pa zdaj res zanima. Bo šlo to vaš? Bo? Še dosti? Zadnji dve. Dve sta še samo. Ali za veliko noč Ne. rad sediš na jajcih v
v visoki travi. Ne. In ali si morda opazil, da te vsako zadnjo soboto v mesecu ful začne srbet koža, pa se v koščkih malo luščiš? Samo zadnjo soboto. Ja, enkrat na mesec. To je bolj pogosto že. A je pogosto? Že razpadam tako normalno v nekem... Okay. Dobro. Zakaj te vse to sprašujeva, se morda sprašuješ, ne? Verjetno. Nič pametnega, ne bo to je zagotovo. Zato, ker si včeraj na koncu svojega termina izrekel to, prisluhni. Paravo. In sva pač morala preveriti, če si slučajno eden od tako imenovanih reptilijanov oziroma kuščarjev, ki prihajajo iz vesolja in se skrivajo za maskami ljudi, tako Mark Zuckerberg, na primer. Paravo. Ker to hotel si reči bravo, pa Si se izdal. Robotski Zaradi kuščar. tega lapsusa zdaj vidim, mislite, da sem kuščar, kaj? Če si rekel, da rad po zidu Jaz bi pležeš. prosil nekoga v lekarnah Maribor, da prinese neke tablete, ker ti brez veze, razumeš, to je nima več. Če je kuščar. Danes bo kar dogodek v našem mestu, Ptujska klet pride in sicer s prodajalno, ki bo tu praktično v bližini totega radia, na vogalu čez cesto od Elektra, tako da tam jih boste našli in zato z nami danes glavni enolog in direktor proizvodnje Ptujski kleti Max Kadivec. Max, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Okay. Je, ne, se tudi enologi vstajajo, kdo bi si mislil. Bi človek mislil, da vi delate bolj zvečer, ne? Ja, meni je ljubše bolj zvečer, ne, tako da danes sem mogel rano iti, da sem bil vidiš. do 8 v Mariboru. Lepo, ampak Ptujska klet, v bistvu gre za eno najstarejših kleti v Sloveniji. Mislim, to marsikdo ne ve, da dejansko je ta tradicija na Ptuju, čeprav po svoje bi rekli logično, Ptuj je najstarejše slovensko mesto, logično, da ima najstarejšo klet, ampak niso stvari samo po sebi logične in povezljive. Od 13. stoletja že v bistvu, ne? Ja, zdaj, če povežemo res vse trenutke in vse dejavnike in vse lastnike, ki so v teh letih delali, pridemo nazaj nekje do 1239, ne? Se pravi, tistega časa v bistvu beležimo na Ptuju neprekinjeno vinarstvo, vinogradništvo na naših tleh, na našem območju. Tudi med obema vojnama imamo arhive, bi rekel, za časa Prve svetovne vojne kot najstarejšo slovensko arhivo. Edini veliki problem, ki se je te zgodovini zgodil, je bila korona, ne? Drugo pa je, še takrat smo delali. Ne? No. Seveda, ker trti ni bilo mar za korono, ne? Ona je rasla, ona je dala, ne? In je bilo treba. Tudi nam ne preveč, ne? Pa potrošnikom še manj. No, super, tako da se je lepo povezalo. Se pa je seveda v teh letih vse zelo spreminjalo, tehnologija je seveda napredovala, ne? In zdaj, če rečemo, da je Ptujska klet najstarejša, ena najstarejših v Sloveniji, ne pomeni, da je tehnološko kakorkoli zaostaja, ampak ste v špici, ne na zadnje. Vaše nagrade, ki jih dobivate mednarodne, so vrhunske za vaše proizvode, tudi deleži na tujih trgih so izjemni, ne? Skozi se moraš prilagajati trgu, ne? In recimo ta stil vina ali pa takšna vina, kot jih imamo danes, se je začel tam okoli leta 2007. Se pravi, lažja vina, sadna vina, malo više kisline, nižji alkoholi, oziroma preslikava tistega, kar ti regija ponuja. Aha. Zdaj tudi prej so delali to, ker regija ponuja, samo so bila vina slajša, drugačen stil, rekel, primerna tistim časom. Ja, včasih je bilo pač treba imeti nekaj za moč, ne? Ker danes je vseeno malo drugače, tudi ljudje so delali na zemlji v bistvu, ne? In je... Tudi več se ga je spilo v osnovi, ne? Če gledamo vse kleti, tudi našo klet mariborsko, vse ostale, smo skoraj vse kleti delali vsaj trojno količino vina, kot jo delamo danes. Wow. Ampak je kvaliteta za to rasla, ne? Oziroma natančnost pri proizvodnji, ali? Rekel, več je bilo potrošnje, več je bilo tudi vinogradov, vsega je bilo več. Težko rečem zdaj, da so bila vina v preteklosti slabša, bila so pač drugačna. Tudi za tiste čase, če ne bi bila odlična, ne bi bili danes tu, kjer smo.
Je pa res, da s časoma se je treba prilagajati potrošniku in tudi prilagoditi vina domačem trgu in ne nazadnje tudi svetovnem, če hočeš izvažati. In to je to, vi ste recimo prisotni na številnih tujih trgih, tudi v Združenih državah Amerike, recimo, ne? Kako je to z ene male Slovenije, ker vemo, zdaj tam je fleh dosti, trte je dosti, sploh tam v Kaliforniji, pa tam imajo količinsko, bi rekli, zdaj tudi Sloveniji, iz Ptuja, ne, ki veš kaj je Ptuj, ne, zdaj govorimo samo, ne da je kakorkoli mali Ptuj, ne narobe razumeti, ampak je mali. Predstavljivost v svetovnem merilu. Ja, kako je to? Z ameriškim partnerjem sodelujemo že od leta 2008. Ja. Začelo se je tako kot vedno, z eno paleto, z dvema paletama, tako se nadaljuje odnos. Seveda vse mora štimati, mora biti tudi kupec zadovoljen, se pravi dobri odzivi, kontinuiteta skozi leta in pa seveda vedno več prisotnosti. Tako da smo prišli v lanskem letu na dobrih 150,000 steklenic, kar predstavlja okoli 15% celotne pridelave. Ampak to pomeni, se pravi, prisotnostja, promocije, zaupanje v brand, pač dolga leta, preden se lahko s tem pohvališ. In ravno to, ne, ta beseda, ki ste jo omenili, Max Brand, ne, to je to, kar je pravzaprav največji kapital, ne, in na katerem je treba najbolj delati v bistvu. Ne. Ja, mi imamo pač več različnih brandov, ne, Petovi, žgane pijače, potem Haložan kot naš največji in tudi najstarejši brand na trgu, več kot 60 let, in pa Pulus, ki je bil ravno ustanovljen 2007. Ampak ja, ko gradiš na brendu uspešno, da imajo ljudje zaupanje in niti več ne gledajo, ko pride nov letnik, vejo, da ko pride nekaj iz ptujske kleti, temu zaupajo in to je tisto, kar moraš negovati in kar moraš spoštovati, če hočeš delati še kakšno generacijo naprej. Absolutno, ne? In zdaj zanimivo je tudi, kako se sama kultura vina je, seveda gre pravzaprav, lahko rečemo, z roko v roki z razvojem človeštva na nek način, ne? Ali pa vsaj zadnjih, ne vem, par tisoč let, in je, mislim, to je del tega, kar smo, ampak je tudi zanimivo v zadnjih desetletjih, če spremljamo, kako se je v bistvu vse to spremenilo, ne? Od tega, da si imel, ne vem, 3 sorte na policah, od tega 2 nista šli mimo grozdja, ne? No, ja, sigurno, transparentnost je v prvi vrsti, zaupanje, iskrenost, to so stvari, na katerih moraš delati, če ne te hitro pogruntajo in ne boš dolgo na trgu. In tudi recimo, kar se tiče Amerike pa stila, ne, dosti stvari se nam je že zgodilo, da je bil en trend v Ameriki, ki se je potem prenesel čez par let k nam. Zdaj recimo mlajše generacije opatije, načeloma konzuma alkohola, povečujejo se druge substance, ali pa če se že iščejo brezalkoholne zadeve. Ampak če to naredimo na Ptuju, ne vem, kako se nam bo potem pisalo. Ne? Kar pa imamo prednost recimo v vinskem svetu je to, da so v osnovi vina z nižjim alkoholom, se pravi nižje alkoholne stopne, govorimo o 11-12% alkohola, ne o 13-14%. To so tudi vina, ki se pač v tem trenutku bolj iščejo oziroma ki vsaj ne padajo v primerjavi z drugimi segmenti vin. Zanimivo. Ampak se spreminja tudi kultura pitja, recimo, da se zdaj pije dosti bolj, mislim, ima več kvalitetnega vina. Konzumira, ja. Če bi gledal čisto striktno prodajo, še vedno se ogromno proda, recimo bag-in-boxov, plastenk, 2-litrskih, tega je še vedno ogromno. Ampak pač o teh vinih se ne govori, to vzamejo s police in ta vina se prodajo, grejo, se konzumirajo. Definitivno pa je pravi zaveščenost tudi proizvajalcev, rekel, tudi bolj dostopni smo danes, spletni mediji, social, promoviranje, in ti nalaga še neko dodatno odgovornost, da gradiš kvaliteto. Mislim, če hočeš zaračunati, moraš tudi nekaj ponuditi. Ja, seveda, ne če moreš nočeš opehariti, bi rekel, potrošnika ali pa gosta tvojega, moraš nekaj za to ponuditi in definitivno se tudi kvaliteta, tudi ozaveščenost pivcev, vedno več je šol, ljudje se za to zanimajo, vsi danes nekaj kuhajo, pa moraš še nekaj dobrega spiti zraven. Zraven, ja, spremljamo med. Je mogoče v tem duhu dosti več, kot pa je bilo 15-20 let nazaj. Ja, vi sploh morate skrbeti za kvaliteto, ker kako bi izgledalo, da bi kurenti bili po pol ure zmatrani, ne? Torej, ptujska klet prihaja tudi zares v Maribor za novo prodajalno, ki je tu v bližini glavnega trga čez
cesto od Elektra na Vogalu, ne morete zgrešiti. In glavni enolog in direktor proizvodnje Ptujskih kleti Max Kadivec je še vedno naš gost. Max, še enkrat dobro jutro. Dobro jutro. Oziroma plačan za to, da pluva, kot je sem rekel. Ja, doskrat mi kolegi ali pa znanci pravijo, kak si ti srečen, ker lahko v kleti delaš, ne lahko že na vse zgodaj vino probaš. Ampak sploh trgatvi, ne, ko že res 6:30 probamo 50 fermentirajočih tankov, zato pravim, da sem plačan, da pluvam, ne, ker če ne bi do pol dneva zdržal. Na kateri točki, recimo Max, zdaj pa čisto res, na kateri točki se moraš ustaviti, ker ti čutila več ne dajo prave informacije, ali to sploh obstaja? Ta moment, ta točka. Pri konzumiranju alkohola ali številu vzorcev? Ne, pri številu vzorcev, ja. Zdaj nekje 50 je meja, ne? Aha. Da res hočeš biti verodostojen, tudi kar se tiče nekih ocenjevanj ali pa to, kar se dela recimo za odločbe. Nekje 50 pravijo, da je zdrava meja, da si še vedno razsoden. Zdaj v kleti je to med trgatvijo bistveno več, ampak tam tudi ne iščemo res specifike, pa nobenemu ne odgovarjamo razen sebi. Ampak kot sem pravil, s kolegom običajno 2-3 na dan greva čez klet, kar pomeni v vsaki rundi 50 vzorcev. Tako da zvečer po koncu šihta bolj pivo pa še ko šprice. Ampak je pa zanimivo, mislim, to me tudi zanima, mogoče še to izkoristim. Kak pa je recimo pri ocenjevanju kakih predikatnih vin, to je potem kak drugačen postopek, iščete kakšne druge stvari? V bistvu vsako vino ima svojo specifiko, ne? Zdaj, če čisto govorimo o kakšnih ocenjevanjih, se ponavadi vina razvrstijo v kategorije. Aha, okay. Sveža skup, malo zorjena skup, sladka skup. A nam vam zmešajo, pa da vidimo, kdo je pravi? Ne moreš, ker nisi potem verodostojen. Zdaj, če dobiš eno res hudo sladko vino, potem pa eno izredno suho mlado, nisi potem do onega naslednjega pošten, tako da moraš iti po nekih parametrih. Zdaj je to po naraščanju sladkorja, po težini, različni so te parametri, po čem se razvršča, da si čim bolj objektiven do vsakega vzorca, ki ga ocenjuješ. Wow. In pol na koncu je seveda, ste vi tisti, ki določite kot glavni enolog, in pol, če ne gre, ste potem tudi glavni krivec? Seveda, samo moraš biti kreativen, pa najde dobro rešitev za čim manj posledic. Ja. Cuker pa žveplo, ne? To je bilo včasih, to seveda več ni, sploh pa ne v takih kletih, kot je Ptujska klet. Ena najstarejših v Sloveniji. Omenili ste tudi izjemno bogato arhivo. Tam imate tudi en muškatni silvanec iz leta 1921, Falstaff, ki ima 100 točk. Kaj točno to pomeni zdaj za laika? Zdaj, Falstaff pri nam ni razširjeno poznan, je mogoče poznan bolj v vinskem svetu. Je pa to ena revija oziroma nek vodnik restauracij vinskih kleti, predvsem na nemško govorečem trgu. Okay. Ampak če govorimo o tem delu Evrope, močna revija, z veliko veljavo. In leta 1923 smo imeli na Ptuju masterclass ravno na temo Sauvignonov in tam je bil urednik te revije Peter Moser. In za na konec različnih Sauvignonov Štajerske in Slovenije smo pač poklonili eno steklenico 1921, muškatni silvanec oziroma Sauvignon. In pol šele lansko leto prebiram, listam spletno stran njihovo in vidim muškatni silvanec Ptujska klet 100 točk. V bistvu vseh točk je možnih 100 in dal je popolnoma vse pike, se pravi takrat, ko ga je poskusil 102 leti staremu vinu. Zdaj niso to pač naše zasluge so to, da skrbimo za to arhivo in jo vzdržujemo, da ne crkne. Da je pa to eno veliko veljavo, bi rekel Štajerske, kakšno klimo imamo, kakšno področje, da vina še lahko tudi po 100 letih se pri primernem vzdrževanju preživijo in so v odlični formi. In to je zaenkrat edino slovensko vino s 100 točkami pri nas. Bo tu tudi se ga dalo vse videti tu v Mariboru, verjetno to se ne da. Ne, zato boste mogli na Ptuj priti. Okay, dobro, ja, z veseljem. Samo verjetno niste imeli samo ene flaše, pa ste njemu dali, ne? Ne, nismo niti dali, razdelili smo. Okay.
Mogli tudi mi probati. No, vemo. Ampak ja, mislim, super, da res poklon, da ohranjate to tradicijo ne zgolj ptujske kleti, ampak dela pravzaprav slovenske kulture. Ja, se pravi, to so bila vina, ki jih je v takratnem času hranila družina Ornik, ki je bila v predvojnem času lastnica ptujske kleti. In vsa ta zbirka se je, se pravi, od 1917 do 1944 ohranila ravno na ta račun, ker je bil del arhivske kleti zazidan. Se pravi, takratni lastnik ni želel, da je vino skriv, ne? Da je vino plen in ga je skril, tako da se je ta arhiv pokazal šele v zadnjem bombardiranju mesta Ptuj, maja 1945. In ravno zaradi tega so se potem ohranili, ampak tudi vsi, bi rekel, potem, po drugi svetovni vojni, vse do danes, ki so skrbeli za to arhivo, da so imeli tudi toliko poguma, da so jo obdržali na Ptuju in ohranili, je to en pač velik poklon vinarstvu in vinogradništvu v Sloveniji. Ja, absolutno. In izjemen dosežek, tudi glede na to, da je maksimalno število točk dobil in je seveda to ena od glavnih referenc, ki jih imate zagotovo. Ok, zdaj pa tak danes odpirate tukaj v Mariboru zgodbo, začenjate to svojo zgodbo. Dobrodošli seveda. Hvala. Dobrodošli, se smo tak tu praktično sosedi, ne? Do soseda pa se veš. In se pravi, blizu glavnega trga na Vogalu, čez cesto od Elektra najdete. Kaj se bo vse dalo dobiti v vašem... Pravi, če začnem, mi kot sami ne odpiramo trgovine, ampak dobro, ja, se bomo naselili v prostore e-vina, pravi, gremo z njimi v neko poglobljeno partnerstvo. Ja. In dejansko bo cel asortiman, ki ga proizvajamo, kompletni asortiman vseh pijač, bo možno dobiti tudi tu. Danes še malo ekstra, se pravi, od 12. ure naprej degustacija vseh izdelkov, seveda na stisk roke in tope objem, zato ne bomo računali. In pa za vse naše izdelke dodatni 15% popust. Ok, to tudi danes v e-vinu, torej kamor prihaja ptujska kletja. Max, najlepša hvala za te res zanimive informacije in še enkrat super in poklon ptujski kleti, kot sem dejal, da ohranjate ta del slovenske kulture in tradicije in se vidimo, ne? Ja, z veseljem vabljeni in moram povedati, ne, da v tem tednu smo tudi dobili 2 lepi priznanji, se pravi na Concours Mondial de Bruxelles, izbor Sauvignon, se pravi Sauvignon Selection, to je vsako letno tekmovanje, ki se dogaja v eni izmed regij Sauvignonov. In na tem smo dobili in za Zorjenega, se pravi muškatni silvanec 2022, kot Zorjen Sauvignon in pa sveži, se pravi letnika 25 iz linije Terroir, zlati priznani, tako da tudi to bo možno sprobati in vabljeni. Ja, lepo. Pridem. Ja, ti si se tako javil. Ja. Ti si javil, bil si določen, ne? Da gre na teren. Ja, naj samo povem, da najprej ni hotel iti, ne? Ja, ker mi niso povedali, zakaj se gre, ne? Max, hvala lepa, lep dan. Hvala vam, srečno. Dobro jutro. Okay, pa se je zgodilo. Nazaj je legendarna angleška telefonska govorilnica na Grimiču tukaj na Pobrežju. Dolgo je ni bilo, mislim, razlog, zakaj ni bilo, je tak obsojanja vreden, zaradi vandalizma. Ja. Ampak so pobasali, jo spakirali v Marpromovo delavnico, kjer so pod budnim očesom direktorja to šmirglali, kitali, lakirali, porihtali. In zdaj je spet tam v ponosu sem in pa ne nazadnje, da se spominjamo, da je Maribor pobraten z Grimičem in da so v letu 1967 takrat pripeljali to govorilnico v Maribor in tam je bil seveda tudi župan Saša Arsenovič, ki je seveda bil vesel in govoril tudi o tem, da gre za obuditev spominov in povezanost med mestoma. Smo na eni točki uredili tako naravo, povezali ljudi in smo ponosni na to, da imamo lepši Maribor in da znamo negovati naše odnose tudi z drugimi mesti, ki nas prav tako z njihovim razvojem navdihujejo in vemo, da smo tudi pri nas na pravi poti. Se trudimo delati tako velike razvojne projekte, kot tudi tiste manjše povezovalne, celotli prenove te pravzaprav kulturne dediščine našega prijateljskega in pobratenega mesta. Želel bi si, da bi ta govorilnica, ki so jo obnovili Mariborčani, takšna tudi ostala.
In bo, ker ne na zadnje je tam zdaj tudi kamera. Ja, video nadzor in pravilno, ker očitno ne more biti drugače, žal. Je pa povedal tudi sam direktor Marproma Ranko Šmigoc, katerega ličarji so porihtali govorilnico, da je od nekdaj imela širši pomen. Vse smo več ali manj to govorilnico imeli v svojem življenju zapisano ne zgolj samo kot funkcionalni del, bi rekel, telefoniranja v tisti časi, ko je imela svojo funkcijo še na stari lokaciji na 14. diviziji ob trafiki, ampak tudi kot točko, na kateri smo se srečevali, kjer je bila v bistvu označena kot neka zgodba, ki nas je identificirala. In ta identifikacija je na nek način kultna in bo ostala vedno v srcih vseh naš, ki smo na tem področju, predvsem na tem naselju Grimbič, kot take doživljali del svojega življenja. Lepo, ne? Je, tu tudi ima eno posebno in emotivno vrednost. Simbolika je ta prava, ne? Vabljeni, da si jo ogledate, naredite kako lepo fotko, ni se treba v London gužvati, lahko naredite to, ker na Pobrežju ponovno. 8:55 je, dobro jutro. Dobro jutro. Dejan, Ana in Jeger in Toto jutro.